Torej, jaz bi vas tudi rad zelo lepo pozdravil, ne. Sem vesel, da vas je toliko zbralo, ne. Mogoče za uvod, preden začnem s tem svojim delom, mogoče rad komentiral, na kakšen način sem jaz vstopil v tak projekt, kot je bil ta Eduka 2. In sicer jaz sem literarni komparativist, tako kot smo tudi vsi trije, torej ukvarjam se z zgodovino književnosti na bolj splošnem nivoju in pač posebno vprašanje, ki me zanimajo, so seveda teorija novih medijev. To pomeni, kaj se zgodi z komunikacijami v svetu po digitalizaciji, ne. Danes komuniciramo prek družabnih omrežij, filmi, radijske oddaje, vse to nastaja v bistvu na računalniku. To pomeni, da moramo na neki način razmišljati o tem, kako se svet spreminja. Zdaj, jasno, ne, komparativiste nas zanima, kako se človek izraža, recimo, v literaturi, pa seveda tudi v drugih medijih na neki način. In jaz bi rad povedal, ne, neko svojo izkušnjo. Jaz sem pač prišel iz Ljubljane in se potem pač preselil sem v Gorico. In prvo tak večji projekt, v katerem sem sodeloval, je bil z Katjo Mihurko Poniš, in sicer na zgodovini literarnih avtoric. Jaz moram reči, da sem bil specialist, takrat sem se ukvarjal do neke mere z teorijo zgodovinopisja, ne. Če se hočeš ukvarjati s teorijo zgodovinopisja, to pomeni, da na neki način skušaš ugotoviti, na kakšen način govoriti o zgodovini, ne, pokaže se to, da je zelo težko govoriti objektivno o zgodovini, ne. Vedno pristopaš z nekega vidika, ne, iz nekega poudarka. In recimo, če vzameš nek zapostavljen vidik iz recimo splošne zgodovine ali pa iz literarne zgodovine, na ta način šele dobiš nek temelj, iz katerega lahko ozaveščeno konstruiraš zgodovino, ne. To je na neki način nek tak temeljen pogoj, da delaš kakršnokoli obliko zgodovine, ne. Zato so te pristopi, ki jih delamo na Univerzi v Novi Gorici, po mojem prepričanju zelo pomembni. Ni to edini pristop, seveda, ne, niso samo pač razmerje med moškimi in ženskami, ne. Fino pri ženskah je to, da jih je tako blazno veliko, ne, glede na neko drugo skupino, ne, ker če imaš manjšino, potem je lahko večina pač seveda na drug način vpliva nanjo, kakor na seveda število žensk, ki jih je načeloma relativno polovica, ne. Druga stvar, ki se mi je zdela zelo zanimiva, ne, seveda, je pa to, ko sem začel sodelovati z Ano Toroš na tej literaturi v tej regiji, ne. Jaz zdaj spet izhajam iz, bi rekel, centra Slovenije. To pomeni, da iz Ljubljane gledaš na drug način na, recimo, kaj pomeni biti Slovenec, kaj pomeni uporabljati slovenski jezik in kako seveda potem kot komparativist vidiš, da je, ne vem, slovenska literatura bila pri Prešernu zelo vezana na, ne vem, nemško literaturo, da so te Nemci, s katerimi se je ukvarjal Prešern, so se ukvarjali z Italijani, kako so v bistvu vse te tekste pisali v nemščini in tako naprej. Ko pač sem se spet preselil sem, ne, je bilo zanimivo, ne, seveda pač imaš slovensko državo, ne, in potem imaš Italijo, ne, in potem sem kar nekaj let rabil, da sem ugotovil, oziroma nekako, kako bi rekel, ne ugotovil, ampak da sem začutil to prezenco Furlanov v tej regiji, ne. Seveda na neki način sem tudi kot recimo vodja raziskovalnega centra za humanistiko tudi podpiral to, ne, da se pač na Univerzi v Novi Gorici uči furlanski jezik in pač dejstvo je, da v zadnjem času sem na dogodkih, kjer je skoraj polovica poteka v furlanščini, ne. Tako da, kar jaz se pogovarjam z pač kolegi, ki jih vidim, ki jih srečujem tukaj iz Gorice, ne. Dejstvo je, da ta prezenca neke furlanščine, ne, na neki način ne pronica do nas, ne, Slovencev. In seveda tukaj ne gre za edino zadevo. Zdaj pogledamo recimo razstavo fotografij izpred 100 let je bil pač eno kakšno leto nazaj v Gorici, ne. Takrat se je temu mestu reklo Grc.
tam ni bilo nobenega besede Goricija. Ne? Dejstvo je, da je bilo to avstro-ogrski mesto in je pač nemščina bila nek jezik, ki je imel določeno specifično težo. Torej, kar hočemo mi tukaj doseči, je seveda videti čim več različnih vidikov, na kakšen način je mogoče videti razlike v pogledih, razlike v pač, to so lahko kulturni, lahko so seveda glede prezence literarnih avtoric v zgodovini. Ne. Zdaj, moja specialnost konkretno je angleški realizem 19. stoletja, takrat je bilo več avtoric, ne, kot avtorjev. Zdaj, to seveda na noben način ne odseva v kanonu svetovne književnosti in v učbenikih. Tako da, ja, bomo rekli, neko najboljše, bi rekel, sprejete raziskave so pač po mojih ugotovitvah zelo natančnih, v bistvu zelo zgrešene. Ne? Tako da mi se bomo mogli zelo zamisliti, na kakšen način bomo naprej podajali, rečemo, literarno-zgodovinske vsebine. Ok, torej, če se vrnem, oziroma začnem z tem aspektom digitalnega vidika teh pešpoti po Gorici in Trstu in seveda o tem, na kakšen način literarno-vedne, literarno-zgodovinske ugotovitve nazaj vrniti v prostor, pač v katerem seveda so navzoči na ta način, da smo jih seveda lahko detektirali. Pri tem je treba rešiti tri pač vprašanja oziroma tri aspekti, s katerimi se moramo soočiti. In prvi je, vsaj za ta moj del digitalnih pešpoti, je ugotoviti, na kakšen način povezati realni prostor, v katerem živimo, in pač podatke, ki jih posredujejo pač neke informacijske tehnologije, ki so v nekih podatkovnih zbirkah, očitno danes dosegljive prek interneta, in kako zdaj tisto, kar imamo v neki podatkovni zbirki, spraviti v realni prostor, ne? Ker mi ljudje pa še zmeraj smo v realnem prostoru. Torej, na kakšen način virtualno resničnost približati realnemu prostoru. Druga naloga, torej enostavno treba ugotoviti, kako to narediti. Drugič, in to je rečemo moja specialnost, drugič, seveda jaz se ukvarjam s tem, kako to narediti tehnično in kakšni so načini gradnje komunikacije. Nekdo, in tukaj je Ana Toroš seveda ta del v tem projektu pač z vsemi vami kot sodelavci sestavlja. Dejstvo je, da je treba sodelovati z nekom, ki je specialist za neko tako okolje in ki potem dejansko pač pripravi materiale, ki detektira, ne, ki pregleda vse dokumente, prek katerih se potem vidi, katere kulture stopajo v kontakt in na kakšen način. To pomeni, da ta oba dva problema sta seveda zelo pomembna. Ne. In potem je še tretje vprašanje, seveda regijsko dogajanje v, rečemo temu, literarnem sistemu. Ne. To pomeni, da avtorji, ki so živeli tukaj, ki so se ukvarjali vsebinsko z deli v tej regiji, ne, literatura se mora zares dogajati, če hočeš, da sploh obstaja. Ne. Ne, ti, ki so na nek način delujejo v regijskem, nekateri od njih, ne, so pa preskočili potem tudi v, rečemo, kanon svetovne književnosti. To pomeni, da imamo tukaj avtorje, ki na nek način ne razmišljamo o njih, kot da so iz tega okolja. Ne. Recimo, učim pregled svetovne književnosti 2, to pomeni, da recimo kolikor toliko, recimo novejšo književnost, ne, tudi 19. stoletje pa to. Ne. In zdaj, ko vprašam svoje študente in študentke, ne, kje je James Joyce napisal Uliksesa, ne, je odgovor seveda pač v Dublinu. Irski avtor, ne, pač velika irska literatura, je doživljal Dublin in potem je dobesedno opisoval, kako se sprehaja po Dublinu. Ne. Zdaj, če greš v Dublin in recimo se spomniš, ne, opisov iz tega Uliksesa, seveda imaš zelo natančne opise prostorov. Zdaj, treba pa je vedeti pri tem to, da je dele tega besedila Joyce pisal v Trstu.
To pomeni, da je Joyce dobesedno na enak način, kot mi beremo ta tekst, ga tudi konstruiral. To pomeni, da je svetovna književnost tudi postavljena v nek regionalni okvir in da pač mi v tej prostoru blizu Avstro-Ogrskem, blizu rečemo tega mešanega prostora, na nek način lahko dojemamo neko besedilo, ki naj bi bilo irsko, pač očitno na izjemno, bomo rekli, primeren način. Ne? Joyce je dejansko se ukvarjal z vprašanji, ki so vezane na to, kar sta kolegici pred mano pač predstavili. Ne? To pomeni, da pač, imamo literaturo nasplošno, rečemo, z primerjalnega vidika, kjer se ukvarjamo ali s splošno teoretskimi vprašanji ali z pač seveda velikimi avtorji kanona. Zdaj, na kakšen način se ta stvar povezuje z nekim regijskim dogajanjem, ki je pač seveda dejansko dogajanje. Torej, če se zdaj vrnem na prvo točko, načine, kako spraviti virtualno realnost v dejansko realnost. Tukaj imam nek primer. Gre za film Barryja Levinsona, Disclosure, neko razkritje iz leta 1994. Leto 1994 je, bomo rekli, dosti tako pomenljivo v zgodovini, rečemo, interneta, ker je leta 1991 je nastal svetovni splet, to pomeni spletne strani pa tako naprej, samo takrat je bila to zadeva znotraj CERN-a, znotraj samo nekega inštituta. In potem so leta 1993 šele to dali v javno pač uporabo. To pomeni, da leto 1993 je, ko so bile prve spletne strani, ki niso bile samo znotraj pač tega raziskovalnega centra CERN. Tako da to je zdaj zelo nekaj, zdaj to stvar ne deluje. Ni prišel še v virtualno realnost, ali je? Zakaj gre tukaj? Ne? Ko vstopa v to, si vzame... Kaj je ovo zdaj? Bomo? Edurom bi moral delovati. Potrebno je ukrepanje. Ja. Ok. Bo? No. Torej, najprej si je treba zamisliti s pomočjo domišljije, na kakšen način bomo mi vstopili v, rečemo temu, kiberprostor. Ne? Tukaj gre za enostavno, filmski scenaristi in režiserji so si zamislili, kako bi bilo to mogoče. Ne? Vedno je treba na nek način si predstavljati, kako bi to naredili in zdaj, če tukaj pogledamo, imamo podatke in te podatki so podobni knjižnici. Knjižnica je tukaj metafora, da razumemo, da ko so informacije zbrane kot v nekih kartotekah, knjižnica pomeni neko veliko vrednost pač se ponavadi spravi v neke klasicistične arhitekturne sobane in tako naprej. In jasno tudi na kakšen način vstopaš. Zdaj, to je seveda fikcija. Tole je način, kako si je potrebno, rečemo, razmišljati o razmerju med virtualnim okoljem in realnim okoljem. Realno okolje si predstavljamo, je otipljivo, naše telo je tukaj, pač vse je materialno. Virtualno okolje, to so zgolj podatki. In zdaj, kako spraviti našo, rečemo, zaznavo, našo gibanje, naše tudi fizično dojemanje teh stvari, teh podatkov, ki so seveda zgolj
nekaj zapisi v nekih bazah. Ne. Kar je pomembno tukaj, da obstaja pojem tako imenovane mešane resničnosti. Ne. To pomeni, da pač realno okolje, v realno okolje lahko dodajamo objekte, ne, na tak ali drugačen način iz nekih računalniških podatkovnih zbirk. Druga možnost je seveda, da imaš samo računalniško zapisan 3D prostor in potem v ta prostor, recimo s pomočjo tiste rokavice, skušaš se dotakniti nekega objekta, ki pa ni realen, ne, ki je v bistvu zgolj kocka, ki jo seveda manipuliraš. Te stvari se danes seveda zelo veliko v medicini uporabljajo, ne, ko je treba se naučiti kakšne stvari, spet projekcije, rečemo, ko si je treba kakšne motorične spretnosti nazaj dobiti pa tako. Torej, ne, ni ločitev med realnostjo in virtualnim svetom pač ni stroga. Ne. Obstaja mnogo vmesnih stopenj in to vmesno stopnjo je treba na nek način pregledati in razumeti, na kakšen način se postaviti v ta kontinuum s svojim projektom. Ne, recimo ta slika je taka zelo tipična. Ne. Imamo realni, rečemo, kakor nek fjord, neko naravo in potem ta isti pogled je reproduciran na ekranu. Ne. Tukaj se moramo zdaj vprašati, a se tukaj kaj spremeni ali ne. Naslednja točka je seveda zdaj, na kakšen način uporabljati, bi rekel, računalniško zgenerirane tridimenzionalne prostore, da seveda nekaj poveš. In dejstvo je, da tukaj obstajajo žanri na tem področju. Ne? In recimo en primer je tole. Gre za projekt Ars Dum. Gre za uporabo računalniške igrice, ki je bila en čas zelo popularna, jo bom pokazal, za razstavo umetniških del. In če zdaj pokažem, na festivalu Ars Electronica, več očitno leta 1995, je Orhan Kipčak, zdaj je profesor v Gradcu, naredil pač duplikat razstavnega prostora, kjer je festival potekal, in to je pač Bruckner Haus, taka koncertna dvorana z pač dodatnimi prostori v Linzu v Avstriji. In potem noter v ta prostor pač postavil pač projekte iz tega, ki so bile na razstavi. In kaj gre za to? Vzporedno poteka nek način, ki ga znamo uporabljati, ne? Recimo interakcije, kako recimo nekoga recimo ustreliš, to bomo videli v ta pravi igri, ali pa recimo tukaj si lahko z čopičem pacov, pač seveda po slikah. Torej, igra, ne? Kot je ta Dum, Bodel, ne? To je bila en čas zelo popularna, na začetku ena prvih teh prvoosebnih žanra, prvoosebnih teh iger, kjer streljaš. Ne? Gre za rabo nečesa, kar je očitno skupnost sprejela. Zdaj, lahko se seveda rečemo, ok, to ni nič, to so samo igrice za otroke in ni pomembno se ukvarjati s tem. Ne? Ta pristop je napačen. Ne? Treba je ugotoviti, katere vse možnosti so, ne? Ker obstajajo seveda različni tipi iger, ne? In vsak ima neko tako ali drugačno pač razmerje med tem, kaj počneš in na kakšen način se ti vsebine postavljajo v neko okolje. Torej, kar jaz trdim, da tukaj obstaja, da obstajajo različni recimo jeziki računalniških iger in to je zaloga, na podlagi katere lahko mi potem gradimo pač neke prostore, ne? Ker seveda, če hočemo narediti neko digitalno literarno pešpot, si želimo, da je ta stvar kolikor toliko v prostoru. Ne? In tukaj imamo seveda 3D računalniški model prostora. Zdaj, seveda, ta stvar se odvija zgolj na ekranu. Ne? Na kakšen način s telesom vstopiti v virtualni prostor, je
primer tega, recimo tak, bomo spet rekli, tak mal ekscesen, je tole. Extended Virtual Environment, avtor je Jeffrey Shaw. In sicer zakaj gre tukaj? Pač imamo tale neko kupolo, ne, ki jo pač lahko postaviš v nek zaprt prostor. Noter je ogromen industrijski robot, to sem jaz nekoč v Berlinu celo uspel uporabljati. In potem dobiš čelado, dobro, čelado verjetno zato, ker je ta industrijski robot tako zelo nevaren sam. Ta čelada ima pa tudi senzor, ki detektira, kam gledaš z pač svojo glavo. In zdaj, kamorkoli ti pogledaš, ti ta robot projicira sliko, ne? In seveda, jasno, ta slika se potem lahko seveda uskladi z nekim tem računalniško zgrajenim prostorom, to pomeni, da dejansko lahko gledaš okrog, pač tako kot si prej z miško, ne, in streljal une, lahko to delaš na nek način v realnem prostoru. Seveda, tukaj vidimo, ne, to je nekaj, kar mi seveda ne bomo naredili pri tej pešpoti, zato ker je ta stvar zelo nerodna in tudi zelo, bomo rekli, neprijetna za imeti na glavi. Druga stvar, ki je tukaj pomembna, ne, je mogoče tale primer. Bomo šapi. Drug primer je, ko se zgradi tak prikazovalnik, rečemo, za te vsebine, se ga potem seveda lahko uporablja za v več situacijah. Ne. In ko je bil ta razširjeno virtualno okolje pač narejeno, ena možnost seveda, da gledaš po računalniško zgrajenem 3D prostoru, podobno kot tam. Tukaj je pa v bistvu ne gre več za simulacijo realnega razmerja med nekim realnim prostorom in seveda tem virtualnim prostorom, ampak če pogledaš drugam, s tem prehajaš med različnimi televizijskimi programi. To pomeni, če gledaš tja, gledaš en program, če gledaš gor, gledaš drug televizijski program, če gledaš tja, gledaš tretjega, če gledaš tja, gledaš četrtega. Kaj je nauk zgodbe tukaj? Da ni nujno, da se te stvari vedno preslikujejo ena na ena. Ne? Gre za to, da ti lahko z premikanjem razumeš tudi to, da si se premaknil od ene vsebine do druge. Ne? Gre za to, da se premikaš po površini, kjer so v bistvu zapisane informacije. Okay. Potem pa, zdaj, tukaj smo na nek način skušali v realni prostor spraviti, bomo rekli, neko virtualno realnost. Zdaj, želimo si tudi, zdaj, če hočemo se čim bolj vrniti v realni prostor, ne, v svetu, v katerem živimo, bodimo realni. Ne. Vsi si želimo čim manj teh ekranov in čim manj teh, bi rekel, naprav, ne, ki jih imaš na glavi na ta način. Ne. Želimo si, da bi pač imeli te vsebine, hkrati pa seveda si lahko pač sprehajali po naravi in tako naprej. Ne. Te stvari seveda, ti telefoni, ki danes so zelo lahki in nemoteči, pač seveda omogočajo. Zdaj, en primer tega je tole. Torej, kako z pač izkušnjo nekega telesnega gibanja, ne, z premikanjem lahko vstopiš v virtualni prostor. Ne. Tukaj, to je slaven projekt, kjer z sobnim kolesom vstopaš v virtualni prostor. Zdaj, ta virtualni prostor je pač bil zgrajen točno tako, kot so pač, kaj delam, ja, zemljevidi 3 mest, in sicer Manhattan, Amsterdam in Karlsruhe. In potem hiše, ne, so bile nadomeščene z modeli črk in zdaj dogaja se dvoje. Ne. Ti se premikaš po nekem virtualnem prostoru, hkrati pa ta prostor lahko
tudi bereš. Ne? To je zelo bistveno. Ne? Ker te prostori seveda niso, če ti moraš šeti iz enega kraja v drugega, je to pač neka realna omejitev, ki dobesedno ne pomeni nič. Ne? Jasno, če se pa premikaš po virtualnem prostoru, ne? Si pa ves čas zgolj v, bom rekel, neki komunikaciji, ne? Ves čas v bistvu na nek način ti nekdo nekaj sporoča. Ne? In recimo, takrat so vse elementi tega prostora seveda aktivni pri tem sporočanju. Naslednja možnost, kam je ta miška šla, je distributed legible city, torej berljivo mesto, ki pa je razdeljeno na več lokacij. Kaj se tukaj dogaja? Gre za to, da so v ta prostor vstopali seveda lahko ljudje prek vmesnikov na raznih lokacijah. Ne, to je tudi ena stvar, ki je zelo pomembna. Danes imamo pač možnost dostopanja do informacij pač prek vseh mest, ki so seveda povezane z internetom. Pravi se seveda, da je ves svet povezan, to seveda ni res, ne. Pač določeni deli niso povezani in tista stvar je seveda povezana z neokolonializmi in z pač seveda nekimi političnimi problemi in izkoriščanji. Tako da ni vse povezano. Je pa seveda ta možnost se postaviti v marsikater kontekst realna in je treba v njej razmišljati. Torej, zdaj bi pokazal, na kakšen način smo se mi lotili tega projekta. Torej, pripravili smo nekaj teh peš poti in recimo prej sem omenil razmerje do te svetovne literature. Eno od del te svetovne literature so seveda tudi devinske elegije, ki jih je Rainer Maria Rilke pisal v Devinu, ko je bil gost na Devinskem gradu. In prve tri so pač nastale, zopet spet to ni neka nemška književnost, ki bi se dogajala kjerkoli drugje, ampak so nastale seveda tukaj, potem naprej so nastale seveda v Parizu in tako naprej. Samo in na tem prehodu po tej Rilkevi poti nad Devinom se mu je seveda ta kdo, če bi kričal, bi me pa slišal med trumami angelov in tako naprej. To naj bi on doživel v tem dramatičnem okolju, ne, nad tem morjem, na teh skalah in tako naprej. Ne. Zdaj, jasno, to je neka zdaj, kar recimo bi si pri tem pač si jaz želel kot obliko recepcije tega. Ne. Seveda, ko se sprehajaš po tej poti, na nek način si seveda v naravi. Zdaj, ne sme biti preveč gledanja v ekran. Ne. Zato, v bistvu, zdaj, če si vzameš par ur, ne, seveda se lahko usedeš trikrat in prebereš posamezno tisto elegijo in recimo v tistem okolju seveda tudi razmišljaš o njej. Zdaj, dodan je bil pa tudi, poleg teh treh elegij, kjer je vsaka pač z pač enim začetnim v bistvu delom predstavljena, tja sem dodal še model nekega losa, pač zgolj nek element, ki je spet na vse te stvari se seveda lahko klikne, ne, ali na une elegije in potem seveda, ko pač imaš elegijo, klikneš na elegijo, seveda dobiš tekst elegije, zato da ga lahko prebereš. Ne. Medtem, ker tukaj sem pa povezal to z pač bi rekel komentarjem glede Rilkeve poezije strani Theodorja Adorna, enega zelo pomembnega pač nemškega judovskega filozofa, ki se seveda zelo ni strinjal z pristopom Rilkeja in je napisal knjigo kaj Jargon der Eigentlichkeit
je po nemško, po slovensko je zelo čudno preveden. V bistvu gre za avtentičnost, ne, to si je Adorno predstavljal, kot v bistvu gre za to, da to neka avtentična eksistenca se je njemu zdela premalo, bi rekel, kritična do nekih realnih političnih zadev, ki pač jih je seveda Adorno je pač po tem holokaustu se moral ukvarjati z zgodovino, ne, ker se mu ni zdelo več tako zabavno se ukvarjati z neko vzvišenostjo človeka, ki pač je bil sposoben narediti tako negativne stvari, kot so se dogajale v drugi svetovni vojni. No, na nek način je treba dati tudi tej poeziji, ne, na nek način refleksijo, ne, in ta refleksija je seveda pač dokumentirana v tem. Se pravi, to je v bistvu bil nek preliminarni, pač še ena dodatna, tretja pešpot, preden smo zbrali ves material, zato da pač smo testirali, na kakšen način je seveda to deluje. Ne. Zdaj seveda, če delaš tako pešpot, moraš seveda tudi laufati gor pa dol in gledati, od kje izgleda lepo prva energija, kje izgleda druga energija, potem postaviš malo bolj dol, malo bolj gor, tako da je, tako bi rekel, naporno je za onega, ki ga to postavlja, in potem je, ko si predstavljam ta sprehod, bo seveda zdrav, ne, v smislu, potem, da se sprehajaš po naravi in verjetno tudi lep, ne glede na to, da prebereš lepo poezijo pred lepimi razgledi. Naslednja, ta pešpot, ki jo bomo tudi seveda ni tukaj, ne, zato jo moramo pač pogledati na fotografijah, je v Trstu. In sicer, zdaj, jasno, po Rilkevi pešpoti, zdaj, če ne greš v tisti gozd, potem več ali manj imaš pot in si postavljen na trajektoriji, to pomeni, da ima on, ki postavlja te objekte, manj težav, da bojo ljudje šli kamorkoli, ne. V bistvu so omejeni, po eni strani ne morejo, pač ja, zdaj pač pred par dnevi je bil pač zelo tragičen dogodek tam, ne, seveda, sam rečemo, pač ne smeš pasti dol iz tistih, eden je padel pred par dnevi dol. Tako da, ja, pač imaš v bistvu omejenega človeka na neki poti in potem seveda lahko na ta način lažje zgeneriraš te objekte. Seveda tudi na morju, pač bi sicer lahko iz jadrnice gledal sem, recimo, ne, tudi tam funkcionira. Zdaj, tukaj je pač, imaš mesto, ne, in kar se meni zdi zelo pomembno, recimo v Trstu kot mestu je, da jasno, da je tukaj ogromno stimulov že v samem prostoru, ne. To pomeni, da spet ne moreš zahtevati, da bojo ljudje gledali ves čas v telefonu in tako naprej. Zato tukaj so postavljene torej 4 točke, ki vsaka na nek način zbuja pač nek razmislek, ne. In sicer z tem objektom odhod piše, ne, ki je postavljen na morje, je pač nanj je postavljena povezava na roman Materada Fulvija Tomice. Zdaj, kar je mogoče fino pri tej sliki, ne, je to, da je narejen iz tega pomola, zdaj jaz ne vem, katero ime naj uporabljam, ne, Molo Audace je pač po vsej tej italijanski ladji, ki je pač naredila Trst italijanski, predtem je pač Molo San Carlo iz Ketejeve pesmi, ne, to je isti prostor in zdaj, kot vidite, nekdo je očitno, jasno, tako kot recimo postavljamo te spomenike v povečano resničnost, ne, tukaj gre seveda za povečano resničnost, bomo videli tudi na kakšen način funkcionira potem skozi vašo izkušnjo klele, pač imamo realni prostor, ki ga gledaš skozi telefon in neke dodatke, ne. Zdaj, ta stvar je na nek način zelo podobna temu, da ti postaviš spomenik, ne, tukaj gre za en del dejansko te ladje Audace, ki so ga pritrdili na pomol, ne, zato, da se spominjamo pač tega, da je pač jasno ta ladja tukaj parkirala. Poleg tega, ne, jaz bi rad poudaril, da so tudi grafiti na podoben način, skozi nek drug register, ne, rečemo na pol legalen, hkrati rečemo, zdaj se lahko odločimo, ne, ali je bolj stabilen kot povečana resničnost ali manj, ne, ker to stvar bo seveda treba očistiti dol iz spomenika, ne. Ali je to vandaliziranje, ali gre tukaj za v bistvu na neko sporočilo, ki zgolj skuša odgovoriti na, rečemo, nagovor nekega tazga spomenika. Kar je tukaj vrednota in kar sem hotel povedati s tistimi uvodnimi ugotovitvami glede raziskovanja literarne zgodovine specifičnega vidika za razmišljanje o
rečemo, slovenskosti kot ničemu, kar se dogaja tudi v kontaktu z drugimi stvarmi, je to, ne, da če imaš več stališč, ne, ki jih vidiš v realnosti, to pomeni, da to realnost vidiš bolj bogato. Ne. To hočemo. Mi hočemo videti čim več pogledov na nek prostor, čim več načinov, kako neki ljudje doživljajo seveda neke realne prostore. Okay, tole je od Irene Žerjal delo, je tudi se v romanu omenja ta pomol. Tole je roman, to so sicer dve besedi, ne, Verde Aqua, tukaj napaka bomo popravili, Marise Madieri. Gre za, ona je bila rojena na Reki in potem pač se odločili, ne, da pač bodo optanti šli iz Jugoslavije v Italijo, tam seveda so živeli v tej zgradbi Silos, o kateri ona potem piše v tem romanu, ta roman, reči, da me je zelo fasciniral. No, zdaj, tukaj mogoče pri tem primeru sem jaz poeksperimentiral, kako bi lahko nekdo pač doživljal, uporabljal to pešpot, ne. Jaz, kot rečeno, nisem specialist za literaturo iz tega področja, ne. In zdaj sem pristopil kot nek uporabnik tega, ne. To pomeni, da imam tukaj pač ta roman, prebral sem tisti odlomek, ne. In zdaj, kaj lahko naredim, ne? Edina možnost, ki jo lahko naredim, je seveda, da potem preberem še celotno delo, ne. To je dejansko namen tega postavitve tega objekta tukaj, ne. In potem seveda, ne morem reči, da sem bil zelo fasciniran, ne, nad tem, kakšen fenomenalen roman je to, ne. Tako da ne gre za to, da bi zdaj mi nadomestili branje literature s tem, ne, ampak to, kar se je pač pri meni seveda zgodilo, ne, seveda po eni strani se zelo ukvarjam s tem, kako ta stvar izgleda, ne, postavitev teh črk, kako jih preberem, ne, kako izgleda, če se mikaš okrog. Po drugi strani hočem vedeti, kako razumeti Trst, stališča Marise Madieri. Marise Madieri je imela očitno tudi velik vpliv na Claudia Magrisa, ki je pač en glavnih teoretikov srednje Evrope, ne, je bila njegova pokojna žena. Tako da gre za nekega, rečemo, prek njiju obeh, ne, pa čeprav moram reči, da njeno delo je vsekakor na noben način ne moremo reči, da bi bilo lahko pač, ne vem, kakorkoli relativno glede na njega, na njegovega, ne, ker to je res vsaj za mene presenetljiv roman, ne. Potem pa kaj se še dogaja, ne? Seveda Silos je pač na železniški postaji v Trstu. Zdaj, danes je, kot jaz razumem, ne vem, prav v tisti zgradbi parkirišče, ne. Zdaj, čeprav tam je pa zdaj en kup zgradb še, ki so napol razpadajo. Zdaj, seveda, ta Silos se ponavlja, ne, v nekem smislu, na ta način, kot so se seveda naselili te Ezoli, ne, ta stvar se je dogajala tudi v času teh migracij, to pomeni, da se tukaj ne gre za nek zgodovinski pojav, ampak gre za današnji pojav, ne. In to je tudi tisto, o čemer moramo razmišljati, ne. In so živeli v Silosu, ne, če berete Il Piccolo, pač je Silos bil prav kategorija novic. No, in zdaj, ko postaviš ta objekt v Trst, ne, seveda, zdaj jasno, seveda obstajajo načini, kako ti neka hiša prekrije, ne, ta objekt. Samo tukaj to ni potrebno, ne. Kaj imamo tukaj? Tukaj imamo Palazzo del Governo, ne, to pomeni v bistvu neko italijansko, simbolično, centralno zgradbo, ne. In seveda tudi zadnjič, ko so imeli te praznovanja, ne, spomina na, bomo rekli, konec druge svetovne vojne, ja, ne, te Ezoli, Italijani, ki so se, ali pa karkoli so že bili, Hrvati, ali pa recimo Madieri pride iz Mađarić, ne, to je pač niti hrvaško ni, ne, če tako pogledamo, ampak pač jasno iz Vojvodine pač so Mađari, za neko zelo avstro-ogrsko kategorijo. No, v vsakem primeru pač je prišlo do nekih netoleranc in ena od stvari, ki jih hočemo s tem projektom doseči, je seveda ravno to, ne. Na nek način spoznati drugega, na nek način najti načine pač sobivanja. Okay, to je to. Potem seveda pač smo dali v to neke točke, ne, ki so seveda pomembne, ne, neka slovenska, za slovensko skupnost v Trstu je pač
narodni dom in pač seveda ta nesrečen požig tega narodnega doma, neka stična točka, tako da tudi to smo dodali in je postavljeno pač seveda tja, to je ta zgradba. In Boris Pahor. Tukaj zdaj to, kar sem prej omenil, ne, pač James Joyce je bil v Trstu, ne, to pomeni, da imamo tudi pač avtorja Uliksesa in teh ostalih velikih romanov, ki hodi po teh ulicah Trsta. In zdaj mi hodimo po teh ulicah Trsta in še zmeraj, ne, si jaz predstavljam, ne, in da vsaj če hočemo pravilno živeti, ne, moramo se zavedati v bistvu, kakšne kompleksnosti, kako različni ljudje so se tukaj srečevali in seveda na kakšen način smo takrat te svoje odnose urejevali, da jih bomo danes lahko seveda boljši. Ok, to so pač še en pogled, ne, da lahko te točke seveda pač dejansko najdeš, ne, seveda za narodni dom je to pač pomembno, da ga najdeš, kje je. Tam je odhod postavljen čez različne objekte. In tukaj se sprehajaš prav med temi črkami, ne, gre za besedo asimilacija. Ok, in potem imam še pač pot po Gorici. Ta je trenutno še najmanj izdelana. Zakaj? Zato, ker pač to jo lahko spreminjam od tukaj, medtem ko za ostale se moram tja peljati. To je en razlog. Drug je pa, pač vsi objekti več ali manj so zdaj tukaj, ne, jih je treba še zbrisati ven. To je ena stvar. Druga stvar je pa, kot je kolegica Ana že omenila, povečana resničnost bi si jaz želel, da jo ljudje pač imajo čim bolj za svojo, ne. In zdaj, en zelo neposreden način za to je seveda, da bomo organizirali delavnico za dijake iz tega Tolmina, ne, če se ne motim, da pač so tako rekli, ne, tisti, ki so bolj literarno navdahnjeni, bojo šli na sprehod po mestu, ne, oni, ki so pa bolj tehnični, bojo pa pač na literarni fragment naredili nek objekt in ga bomo potem postavili v ta prostor Gorice, ne. Zdaj, jasno, jaz bom mogel tukaj žonglirati, ne, jasno, v Trstu so stvari pač postavljene tako, kot so, vse skulpture so pač seveda na najvišjem nivoju, kolikor sem pač jaz seveda zmogel pač delati, ne, ker jaz sem tudi novomedijski umetnik bil dolga leta in sem učil video in nove medije. V glavnem, dejstvo je, da tam smo naredili, rečemo na nek način, tako zaključeno zadevo, avtoritativno in tako naprej, ne. Tukaj v Gorici bi jaz rad večje bogastvo, bolj dinamično, tudi na nek način neke plasti, tako da pač ene stvari so pač, rečemo, tiskaj neposredno vezano na ta naš učbenik, potem so pa tudi še, da se te refleksije dodajajo, ne, prek, zdaj, jasno, kaj to pomeni? To pomeni, da cela stvar rata nek proces, ne, in seveda, to bomo vse označili, ne, da so pač recimo te dijaki v okviru te delavnice to naredili, ne, seveda pač kolikor bojo hoteli se ljudje, lahko se te stvari naredijo anonimno, pa tako naprej. Samo važno je, da se kakor na nek način zapiše neka refleksija nečesa v nek prostor. Ok, to je zdaj ta Ivo Folkmar, pač z neko šalčko, ki je pač postavljen na kafe ali teatro, ne, kjer se dogaja ta roman. Ok, potem, če klikneš na te objekte, pač dobiš seveda odlomke iz teh del, pač v vseh jezikih, tako kot so pač v tem učbeniku, pač teksti tudi v vseh jezikih in tako naprej. Zdaj, jaz bi rad, da mogoče zdaj probamo še to. Imate tele pametne telefone pri sebi, da probamo to stvar zdaj stestirati, kako to deluje. In sicer pač za pogledati te objekte potrebujete program, ki se imenuje Layar z Y-om. L-A-Y-R. In to morate iti v tale trgovino. Imate, kaj že, če imate iPhone, imate ne vem kaj. Če ne, imate pa Google Play. Ok, je kakšna slikca? Tukaj imam jaz adapterček, to bi mogli delati. Ok, bo. Skoraj. Bo. Torej, greste na trgovino in
tam App Store, evo ga. Tukaj date Layar, L-A-I-A-R. Gre pač za program, ki pač ugotovi, kje ste v tem prostoru, ne. Dobite pač jasno vse te naprave imajo pač GPS, to pomeni, da ugotavljajo, kje v realnem prostoru ste, to je seveda pogoj, da lahko pač postaviš nek objekt v realni prostor, ne. In seveda te stvari imajo še žiroskope noter, zato da lahko kot gledanja določiš. Zdaj imate tega Layar, Augmented Reality, date, ne vem, odtjeni, ali kaj imate vi, dubi, pridobi, namesti, tako, ja. Pač deluje kot načeloma, zdaj to demonstriram glih zaradi tega, da bi pokazal, da to deluje vsem brez nekega, jaz imam že naloženega, to pomeni, da ga odpreš, ne. Zdaj tukaj morate reči, da dovolite dostop do kamere in do seveda pač tegale kamere in GPS-a, ne? Jasno, zato, ker drugače, zdaj, mi smo vedno bolj se zavedamo tega, ne, da pač nočemo, da te podatke nekdo pač zbira, ne. Zdaj, tega se seveda moramo zavedati, samo to so pač seveda neke realnosti časa, v katerem živimo, ne. Zdaj, kamera je seveda to, da vidite dejansko svet okrog in zdaj ta Layar lahko na nek način tudi na sliko pač postavi, izračuna perspektivo in tako naprej. Samo v tem našem projektu nismo tega dela uporabili, ampak smo uporabili GeoLayers, ne, zato ker če hočeš v Trstu postaviti objekte, moraš iti na geografsko pač geolokacijo, določeno z pač to širino in dolžino geografsko. In tukaj, če iščete, ne, vtipkate recimo Eduka. E-D-U-K. To pomeni, da poiščete, morate iskati med GeoLayers. Eduk, bomo videli, da bo delal, ja, bo, Torej, virtualno pešpot. Tako. In jaz sem tukaj postavil, kako vam deluje, kaj? Torej, jaz sem zdaj tukaj postavil dva objekta, seveda, ne, pač naključna, jaz mislim, da je tamle bi mogel biti en los, ki je zdaj. Se še nalaga. Ne, tukaj je. Ja. Če gledate tja dol, ne, je očitno tam tale prvi vers Rilkeja, ne. In zdaj nekje drugje bi mogel biti pa še un los. Zdaj, jaz moram držati to, da mi ne bo ven padlo. Kje je zdaj? Tako da dajte pogled, kar s svojim telefonom vam dela to ali ne? Kje je zdaj? Los je tukaj, evo ga, ja, tako. Los bi mogel biti tam. Zdaj morate to okrog pogledati, ja. Tako, ja, ok. Zdaj, vam deluje to? Če ne, lahko seveda probate z tem mojim. Bo? Ja, tako da, če hočete, lahko pogledate s tem, kaj je Verbindung, sam vsakem primer sem naložen. Poglejte okrog. Tako da, ja. Torej, s tem praktičnim prikazom, ne, bi zdaj naredil še nek krajši povzetek. Torej, pri takem projektu potrebuješ seveda najti vsebine, ne, to, kar je bilo seveda v tem delu na učbenikih, in ta del je seveda temelj, ne, zato da pač je sploh da so neki podatki zbrani, ki jih potem lahko uporabiš za to, da jih posreduješ, in te podatki seveda morajo biti ovrednoteni, morajo biti seveda taki, ki so relevantni za pač ljudi, ki tukaj živijo, in jaz sem prepričan, da je stvar tukaj seveda pač te različne literature, ne, ki se stopajo v kontakt, seveda zelo relevantni.
Druga možnost je bila seveda zgolj rečemo nek splošen pomislek komparativista, Rilkeja postavljamo pač v nek realni prostor, to pomeni, da imaš neka literarna dela, ki jih najdeš v vseh antologijah, ki si jih lahko postaviš dejansko v neko svojo bližnjo okolico in so dejansko na nek način tam nastala. Torej, potrebujemo znanje z področja literarne vede, v bistvu primerjalne književnosti, zato ker tega seveda ne moreš delati znotraj nacionalne književnosti, ker zahtevaš zahteva se senzibilnost za, rečemo, literature v več jezikih in za neke splošne značilnosti, ki se seveda grejo prek teh, rečemo, nacionalnih meja, ki so očitno na nek nesrečen način zarezale v neke regije, še posebej tam, kjer so neka nacionalna področja v kontaktu. Druga stvar, ki jo je seveda za tak projekt treba obvladati, je seveda neko znanje, kako zgraditi neke 3D oblike, tehnično in seveda v nekem kiparskem smislu. Kip je seveda, definicija kipa je to, da je lep iz vseh strani. Pri sliki je vse kakšno je odzadaj, pri kipu to ni. To pomeni, da ti dejansko ne moreš čisto vse točke, absolutno. Samo na nek način moraš zagotoviti, da je povsod lep. Druga stvar je seveda to, kar vidimo pri tem, tukaj seveda ne gre za kip v resnici, ampak gre za video površino. To pomeni, da je treba v to vplesti tudi znanje, rečemo, razumevanja, kako video površina deluje. Ena zelo zanimiva definicija videa je, da je video zrcalo s spominom. To je en, kako bomo rekli, praški Jud, ki je živel več ali manj v Braziliji. Nek filozof je rekel, da je video zrcalo s spominom. Na nek način je to, kar smo tukaj videli. Zrcalo na tem ekranu se zrcali ta dejanski prostor tukaj, je pa še nekaj več. Si je zapomnil, zrcalo si nima spomina. To ni seveda na nek način pripovedovanje zgodb, kot v filmu, ni to dokumentacija na način fotografije, kjer je trenutek zamrznjen, ampak gre za zrcaljenje tega trenutka, samo tudi z refleksijo tega trenutka. To pomeni, da v bistvu je treba na ta način razmišljati o tem. Potem, kar bi rad poudaril pri tem projektu, je to, da seveda en način je, da vključuješ svoje vsebine na platforme, ki imajo nek blazno velik doseg. Recimo na Wikiverso, kot je omenila kolegica Mihurko Poniš. In tudi jaz moram reči, da sem kar militanten na tem področju, sem ne toliko na Wikiverzi, ampak recimo ne toliko na Wikipediji, ampak na Wikiverzi. Wikiverza je v bistvu ista platforma, del tega konzorcija, tako da na nek način vsebine svojih predavanj, jaz pa tudi še marsikdo drug, dajem na tako imenovano Wikiverzo, ker se mi zdi, da na ta način ohranja javnost predavanj, ki je neka tradicija univerz. Torej, ena možnost je seveda, da damo vsebine na neke platforme. Je pa dejstvo, da moramo tisti, ki se ukvarjamo z zgodovino, z kulturo, biti odgovorni tudi za ohranjanje dognanj, ki jih dobimo skozi svoje raziskave. In tukaj pri tem projektu je zelo pomembno, da so vsi ti, recimo in teksti in vsi ti objekti, so na strežnikih na naši univerzi. Edino, kar ni naše, je seveda ta lajer, ki v bistvu je ki zagotavlja seveda to delo na različnih teh napravah, ki so dosegljive in ki jih ljudje dejansko imajo. Zdaj, kaj se pa pri takih napravah je seveda tudi možno to, da bojo čez 5 let ne bodo več delovali. Čez 10 let bi jaz ocenil, da ta lajer ne bo več deloval. Podatki, kje pa so te točke in kaj je na tistih točkah, so pa še zmeraj na naših strežnikih in mi to lahko zgolj prikažemo prek kakršnekoli druge platforme, ki bo takrat. To je zelo važno, da humanisti ohranimo kontrolo nad našimi lastnimi podatki. Tukaj gre za neko, bomo rekli, globalno spremembo na področju humanistike, ki poteka pod imenom digitalna humanistika, ki jo na Univerzi v Novi Gorici zelo intenzivno razvijamo. Torej, na ta način, da bomo humanisti
morali se ukvarjati s tem, da je pač kultura danes digitalizirana in mi bomo morali biti sposobni tudi se seveda delati za to kulturo, skrbeti za njo in jo pač seveda tudi predstavljati na načine, ki so seveda ustrezni temu. Ne. Torej, poudaril sem tudi to, ne, da te stvari so zelo vezane na izkušnjo in tega, kar dobimo informacije na ekranu, in izkušnjo same lokacije. Ne. In zdaj, kaj je na nek način cilj tega? Ne? Rečemo, ena zelo zanimiva ugotovitev, ne, in s tem bom dejansko zaključil, je en zelo pomemben, ne, teoretik novih medijev, ki je tudi novomedijski umetnik in direktor Centra za umetnost in medijsko tehnologijo v Karlsruheju, Peter Weibel, je rekel, da zaradi tega, ker se toliko lažje premikamo po celem svetu, ne, in ker lahko v bistvu na nek način tudi marsikaj prilagajamo, ne, recimo zgradbe, ne, vse te svoje artefakte, ki jih ljudje delamo, zapisujemo neke pomene pa tako naprej. Ne. Je rekel, da z vedno večjo intenzivnostjo tega, da lahko mi vse stvari spreminjamo, ne, in če lahko nekaj spreminjamo, to pomeni, da če se spreminja v tem trenutku, to pomeni, da tudi nam ta stvar nekaj sporoča. Ne. On pravi tako, ne, da prihaja do te spremembe, ne, da ne gledamo več na realnost kot skozi okno, ne, kot recimo gledamo pri slikarstvu. Ne. Pri slikarstvu pač imaš okvir in noter pač imaš pogled v svet, ki je zunaj prostora, kjer si ti. Ne. On pravi, da z temi novimi tehnologijami se zgodi to, da je realnost postaja sama okno. Kaj to pomeni? Gledamo lahko te objekte v povečni resničnosti, kar bi si jaz resnično želel, je, da gledamo dejanski prostor Trsta ali pa Gorice in skušamo razbrati v tem, kar vidimo okrog sebe, ne, pač to bogastvo kulture, ki je pač v tem prostoru. Hvala.